Dober večer. Se opravičujemo, malo imamo glasovnih motenj, zato imamo kar mikrofon, da nas boste dobro slišali. Saj sam prostor je majhen, ampak bogat pa, poln trenutno. Del Zmaga Kovača, ki ga lepo pozdravljamo tukaj kot našega gosta. Veseli smo, da gostimo umetnika malo dlje od domžalskih meja. Malo sem se pohecala. Ampak Zmago prihaja iz Kamnice, sem prav rekla, Kamnice pri Mariboru. In povabili smo ga s posebnim razlogom. Prvo je to, da je kulturni praznik pred nami, seveda, in ga moramo lepo obogatiti in počastiti za eno tako zanimivo razstavo. Drugo, v tej hiši se je rodil France Arčin, on je bil kipar in praznujemo letos 100 let njegovega rojstva, tako da sem se odločila, da v tem izboru razstav, namreč vsak mesec pripravimo kakšno razstavo, vključim osebo, umetnika, ki ga povezuje s Francetom Arčinom v tej ljubezni do lesa. Čeprav bomo izvedeli, Zmago Kovač nam bo povedal še marsikaj drugega, da ni samo les njegova ustvarjalna linija. Tako da običajno tudi v Benačankovi domačiji naredimo kakšen glasbeni intermezzo, ampak zdaj sem se pa odločila, da ga ne bo, zato ker je Zmago tisti, ki verjamem, da ima zelo veliko zgodb za povedati in bomo bolj verbalno navdahnjeni. Tako. Torej, Zmago, dobrodošel v Domžalah in da ne bojo noge trpele, prosim, tlele imate še stole, se lahko še usedete, je dobrodošlo. Midva se bova pa tudi usedla. Da malo tole tremo omilimo. Zmago, povej, razstavljaš prvič v Domžalah? Torej, ko si prišel v Benačankovo domačijo, v Domžale, torej, prvi vtisi, kako se ti zdi, da tukaj v Domžalah skrbimo za kulturo, čeprav nisi še vseh naših enot kulturnega doma spoznal, ampak trenutno Benačankovo domačijo. Hvala. Hvala, da ste prišli in hvala za povabilo. Z veseljem razstavljam tukaj prvič v Domžalah. In prosim. Aha. Moram reči, da mi je zelo všeč, da me je presenetila tudi ta postavitev, ta razstava, stalna razstava, ki jo imate tukaj, z eno tako subtilno kvaliteto teh del od Benačanka, ja. To njegovo življenje je bilo precej zanimivo in pestro, ko sem uspel zaznati. Tako njegova dela izžareva eno takšno milino, tudi eno tako mističnost. Zdaj, jaz moram reči, da sem prvič videl njegova dela, nisem poznal tega prej, ne. Teda sem bil zelo sem bil prevzetno pač od vseh teh njegovih stvari. Pa verjetno tako niso vsa tu, no, pač od tega, kar je tukaj razstavljeno. Hvala. Tehnično si malo podajava mikrofona, ampak ne vas to ne moti. Zaupal si mi, da v bistvu si ti začel s slikarstvom primarno, potem pa malo kasneje, se me lahko potem popraviš, če sem narobe povedala, pa si se našel tudi v kiparstvu. Torej, mogoče za uvod, da nam na kratko opišeš to tvojo ustvarjalno pot, kaj te je potegnilo v umetnost, v slikarstvo in kasneje potem v kiparstvo.
No, pravzaprav je ustvarjalnost ena temeljna prvina človeka, pa mogoče vseh biti. V bistvu je ustvarjalnost nekaj, kar je globoko v nas in je dobro to pri vsakem spodbujati ali ohraniti, ali to razvijati. Pa kakršnokoli je, to je lahko tudi žive nace. Pri kuhanju ali pa pri vrtnarjenju, lahko je pri slikarstvu ali pri oblikovanju cvetja, pri čemerkoli. Lahko je zlaganje kamnov na peščeni prodo ali pa listja v gozdu, jeseni, ko odpade. Pravzaprav ustvarjalnost ni nekako vezana samo na slikarstvo ali pa risbo ali pa oblikovanje lesa, ampak je to v bistvu nek tok, ki nas nosi skozi življenje. Ja, res je zdaj v bistvu skozi in tudi zdaj še mi je slikarstvo pravzaprav ena disciplina, ena veščina, ki jo skozi nekje gojim. Z lesom pa tudi sem se mnogokrat srečeval in sem zelo občudoval ljudi, ki so znali rokovati z lesom. Ali je bila to kakšna čudovito narejena omara, ročno stesana, ali pa kakšna miza, ki je imela s tistimi klini, pa brez vsakega žebla ali pa lepila sestavljena. Ali pa kakšni kozolci, skozi sem občudoval kakšna taka mojstersko napravljena dela. Pa pozneje sem tudi se samo malo poigral z lesom in tako sem pač potem tudi napravil pač nekaj par teh stvari. Vključeval se kasneje tudi kamne, rečne kamne, ki smo jih našla sploh s sinom. So zelo dosti z obema sinovama, pa pozneje zlasti z mlajšim, hodila po divjini in so potem včasih polne nahrbtnike nosila kamno domov ali pa poln prtljažnik. In potem tudi je kaj nastalo z tega, tak v tem smislu. To ste najbolj že opazili tudi v razstavljenih delih. Ampak to bomo malo kasneje. Prideva do te razstave, ki je tukaj, imam še nekaj vprašanj. In sicer za razstavo sem pač dala pobudo, da se predvsem tvoje umetnine iz lesa predstavijo, zato ker je pač povezava s Francetom Marčinom. In ko sva postavljala razstavo, sva se pogovarjala tudi o tem, kako vsaka vrsta lesa ima tudi svoj karakter. In svoje zakonitosti in je treba kar dobro poznati les. Ti si vsekakor jih dobro spoznal, tako da lahko z nami deliš, kako se v bistvu ti pogovarjaš z lesom. Les še vedno spoznavam. Zdaj skoraj vsa ta dela, ki so tukaj, so napravljena iz lesov, dreves, ki so se ali sama posušila, ali so bila v kakšnem neurju ali pa žledu poškodovana, ali pa da so se podrla, tako da v bistvu nobeno drevo ni bilo živo posekano. In na ta način v bistvu drevo dokonča svoje življenje in svojo zgodbo in s tem v bistvu ohrani eno svoje dostojanstvo, če bi lahko tako rekli. Recimo med tem je bil en ostrolistni javor, to je bilo eno čarobno drevo, bilo drevo velikega miru v enem gozdu, kjer ni bilo nobenega štora blizu nas. V bistvu sva tam na tem drevesu s sinom poležavala po vejah, ker je imelo takšno prostrano, krošno in tiste stranske veje so bile skoraj vodoravne in zgoraj malo ploščate in porasle z mahom. In tam je bilo čudovito ležati in gledati skozi listje, skozi krošnjo v nebo. Malo je bilo hecno. Ampak potem nekega dne je bil žled in je to drevo potem pač končalo svojo pot. Potem
Iz tega so pa potem nastale razne stvari. Druga je bila cedra, tudi ene zelo subtilni les ima cedra, zelo dišeč, močen pravzaprav po svoje, ne. Ali pa brest, zelo žilov les, ki če nastomiš uhoda njegovo deblo spomladi, slišiš, kako šumijo sokovi, kako jih prav vleče k višku. Se o tem bi se dalo še kaj povedati dosti. To je recimo tale brest, noti kamen iz Idrijce. Si pa tudi pripravil eno serijo drevesne zgodbe, vsaj tako sem v enem intervjuju prebrala, in sicer, da je bil naslov tega cikla, torej zgodbe, ki niso šle skozi dimnik. To se mi zdi zelo zanimivo. Pa ne omenjam, da imamo tudi v Domžalah eno podobnega ustvarjalca, gospoda Marjana Vodnika, ki tudi ustvarja umetnine iz odpadajočih lesov, ne, torej bodisi ali so morali jih posekati, ali pa pač najdeni v naravi, tako da torej so te zgodbe zelo dobrodošle, ne, da v bistvu poiščete umetniki, ne, neko zgodbo, ki jo potem govori to drevo še naprej. In torej, no, daj malo več povej o tej zgodbah, ki niso šle skozi dimnik. Nekaj si jih že omenil, mogoče lahko izpostaviš še kakšno drugo delo, ki je tukaj na razstavi. Kot sem že omenil, ta javor, to je bila ena izmed teh dreves čarobnih. To je recimo tale iz tega javora, to je del tega očesa, znotraj je pa prodnik iz Drave, ki je pač malo obdelan, malo zglajen. Zelo trd kamen, zelo trd. Javor je tudi precej trd les, ampak ima vseeno tako eno svetlo mehkobo v sebi. V sebi ima zelo dosti svetlobe, sploh ta ostrolistni javor. To recimo iz ene cedre, ali pa spodaj jelka, ki se je tudi sama posušila. Ta cedra, to je bilo eno tako veličastno drevo, ki je rastlo ob robu Mariborskega parka in bilo je res častitljivo drevo, ki je vedno vzbujalo občudovanje vseh mimoidočih. In tam sva šla z Matejem vedno mimo, tako ko sva šla z vrtca in je gledala na tiste storže, ki so bile tako visoko na vejah. Storži tako so gor rasli, tako so bili, in rekel, takle, jaz pa bi imel kakšen storž, ne. Pol se je pa nekaj zimske noči podrlo in je bilo tam ogromno teh vejev ostalo, deblo so odpeljali in potem so ljudje odnašali tisto, kar je ostalo, pa storže in vse, ker v bistvu je bilo vsem ljubo, ne, to drevo. Tudi mi dva sva se jih nabrala in potem pozneje sem izvedel, da si je nekdo odpeljal to deblo domov, da ga bo lepo malo po malo skuril. Potem sva s prijateljem pač to nekako od njega odkupila, pa smo potem dala razžagati, no tako, da se je dalo potem to obdelovati nekako. Ta recimo tale vetrnica, kako bi rekel, kakorkoli bi pač to imenovali, malo na sredi ta pohorski marmor. Okrog so pa ti ravno take različni avtohtoni lesovi, ki so rasli okrog nas, od oreha, bresta, javorja, lipe, jevše in topola, češnje, slive, pa še kaj bi se našlo. Tam je recimo en je bobovec tam zadaj, ki je tudi bil en takšen drevo, ki je rastlo, je bilo zelo staro, ko se je posušilo in je dalo tudi dosti plodov, ki smo jih predtem jedli. Tu pa tam je sicer bilo blizu mene, ampak sem poznal tudi tisto drevo. Zdaj, vse ni kaj dosti druga za povedati, se vsi mi imamo kako zgodbo z drevesi, ki nas obdajajo. To je res, ampak ti imaš pa to zgodbo, ko nam lahko zdaj zaupaš
kako pa v bistvu tehnično opraviš to, da narediš take gladke linije. Torej, mora biti kar posebno orodje najbrž, ne? Se v današnjem času ni več nič kaj posebnega, da se dobiti marsikaj, da v bistvu vzamem v roke žago, pa malo razžagam, pa potem se malo igram s kakšno brusilko, pa z dletom, pa na koncu tako pobožam vse skupaj s smirko in papirjem, pa potem nastane tako malo po malo. Jaz malo skromno, ampak videti ni tako, ne? Ampak zanimivo je, ne, da pa, če malo še poviva o stilizaciji, tako pač kot sem jaz opazila, pa kot sem prebrala. Torej, mogoče je na eni strani oblikovanje v les z valovitimi potezami, da spominja na vodo, na valove, a na drugi strani pa takšno oblikovanje, da je neka središčna točka, iz katere potem izhaja vse radialno in hkrati v nekatere pa si tudi dodal svetlobo. Torej, kar precej simboličnih stvari. Tako da, bi še kaj dodal temu? Pravzaprav si že ti vse povedal. Vse izhaja iz nekega središča, ne? Tako kot iz nas, tako tudi okrog nas. Svetloba pa je tudi v bistvu del življenja, ne? To je v bistvu tisto, kar je srž našega bitja in tudi življenja sploh. Vzporedno pa teče tudi zgodba na platnu. Torej, vseeno je nekaj izbora platan tudi na tej razstavi, ki je tudi seveda povezano z določenimi deli iz lesa. In na teh platnih tudi vidimo takoj, da so pač krajinske, nek bolj abstrahiran pogled krajine. Nekje je bolj, nekje je manj, ampak tudi je tista svetloba poglavitna, ne? Tako da že tukaj lahko opazimo, da tudi iz središča vse izhaja. Še kakšno besedo o slikah? Jaz mislim, da si to zelo dobro zdaj že sama predstavlja. Ja, v bistvu se pravzaprav, čeprav izhaja iz krajine nekako, in doskrat tudi slikam zunaj, da slikam dobesedno tega odseva, te realnosti. Pravzaprav niti sam dobro ne vem, kaj bo nastalo na koncu z ene slike. Včasih začnem z nečim, pa potem nastane nekaj čisto drugega. Traja včasih tudi leta dolgo nastaja kakšna slika, po več kot 10 let. Čeprav ne zdaj, da bi vsak dan delal eno sliko 10 let, ampak jo odložim, pa potem kasneje, pa tako nekje je stvar nekega procesa, no. Lažje je delati les, no. Tako nekako lahko rečem. Zanimivo, jaz bi rekla ravno obratno, ampak seveda, to smo si pač različni. Povejva še par besed o sami postavitvi razstave. Bil je kar velik izziv, majhen prostor, razčlenjen in našel si par detajlov, katerih v bistvu zelo redko jih vidimo, ne? Torej, da si vkomponiral določene umetnine tudi v same stavbne člene tega našega razstavišča. Poleg tega pa še zelo močna pripovedna dela, topla, les, a ne? Tako da je bilo treba kar najti pravo steno za pravo umetnino. Torej, da nam spet preveč vse jaz prepovedala. Torej, je bil kar izziv, a ne? Postaviti svoje dela v tak majhen razčlenjen prostor. Ja, vsak prostor ima neko svojo energijo, svoj čar ali pa svoj izziv.
In s Romanom sta zelo dobro tukaj tudi. Ja, ko že tudi zelo dobro poznata vse pač v tem prostoru. Hvala. Torej, zaključek, če lahko še ostaneš, prosim, Zmago, naj ti želim najprej čestitam za razstavo, pa hvala, ker si se odzval povabilu v Tretje Domžale. In najprej čestitam za razstavo. Srečno. Potem pa imam še nekaj zate. Sicer, tako kot ti pripoveduješ zgodbe v lesu, sem ti jaz tukaj pripravila eno knjigo, kako pa v Domžalah pripovedujemo zgodbe o slami in o slamnikih. Tako da, ko boš imel čas, jo preberi, tako da jaz spomin na Domžale. Z veseljem. A morda kakšno vprašanje še z publike? A kdaj obdelujete kaj na koncu za tudi toploto, za ognjem? Ja, tam za vulkanom je ena, pa ta tudi včasih z ognjem, ja. Koliko so pa zanimive teksture, ki jih gliga testijo? Prosim? Koliko so zanimive teksture, ki jih gliga testijo? Aha, s tem pa res nisem doslej še poskušal. Hvala. Mogoče na ustvarja, ni ziv. Mogoče, če naleti. Ja. Še kakšno vprašanje mogoče? Glivi namreč svojo zgodbo rišejo v mestu. Je pa tudi zanimivo. Tako, torej, uradni del smo nekako pri koncu. Seveda se zahvaljujem tudi vam, ker ste se odločili, da boste kulturno preživeli nocojšnji predkulturni večer in nadaljujemo. Zmago bo najbrž povedal še kakšno zgodbo ob kozarčku vina, morda namreč zgoraj nas čaka pogostitev med Ahčinovimi kipi, tako da bo še bolj pristna. In vinska klet Vidmar nam je podarila vino, tako da se zahvaljujemo. Pa Zmago tudi prinesel nekaj piškotov, tako da mečkam bomo se tudi okrepili. Predvsem pa razstava je odprta skoraj do konca februarja, vabljeni, tudi v soboto, ko imamo kulturni praznik, je odprto in dopoldne in popoldne, ob 10. bomo imeli tudi vodeni ogled. Skratka, vabljeni, vstop je prost, pa tudi morda potem v drugi priliki, ko bo bolj čiščen prostor, da si odblizu ogledate dela. Hvala. Dobrodošli, lahko kar stopite gor. A vi že